Jaz sem bil prvič danes na takem razgovoru, razumel sem, da varuhinja in njena ekipa sklicuje vsak mesec en tak razgovor s predstavniki nevladnih organizacij na določenem področju in danes smo bili povabljeni tisti, ki se ukvarjamo s problematiko tujcev, prosilcev za azil in potem je še problematika izbrisanih na konc nekako zraven prišla, čeprav ni bila posebej predvidena. O tem smo se pogovarjali in moram reči, da se mi zdi ta praksa in ta pobuda varuhinje izredno pozitivna in koristna, ker na tem področju, kjer pač jaz delujem, opažam ravno to, da so naši napori teh raznih nevladnih organizacij preveč raztrgani vsak zase nekaj in oblast, vlada, ministrstvo za notranje zadeve z vsakim od nas in z njegovimi pripombami veliko lažje opravi in nas odpravi, kot pa če bi skupaj nastopili. In vidim tle možnost v teh posvetih pri varuhinji, da bi dejansko lahko mi združili svoje sile in skupaj nastopili in smo se tudi že začeli dogovarjati konkretno najprej v zvezi s spremembami zakona o azilu, ki se zdaj učeno imenuje zakon o mednarodni zaščiti, tudi ljudje to teži zastopijo, zakaj gre, moja zlobna pripomba, pa o zakonu o tujcih in tako naprej. Kako pa lahko potem pomaga, se pravi, da skupaj nastopite? Ja, kakšna orodja ima varuhinja? No, jaz zdaj to točno se ne spomnim po zakonu, kakšne možnosti ima, vsekakor pa beseda varuha oziroma varuhinje in njegova priporočila in tako naprej dajejo neko dodatno težo temu, kar recimo mi kot predstavniki nevladnih organizacij predlagamo in če se tudi on ali ona s tem strinja, ima to neko večjo težo in tudi določene formalne poti so potem odprte, ki nam samim niso. Zadnjih 10 let ste v medijskem prostoru znani kot zagovornik pravic izbrisanih. Kako daleč je ta problem in kje trenutno je Slovenija s to problematiko? Ja, to veste, o tem bi lahko govorila nekaj ur, na kratko vam lahko rečem samo to, da se sprejetje tega zakona zadnjega, ki je bil marca sprejet in julija, 24. julija je končno po velikih zapletih stopil v veljavo, torej po prvih informacijah, kako se začenja ta zakon uresničevati v praksi, je ne samo moje mnenje, ampak vseh, ki smo bili danes na tem razgovoru in smo se tudi tega dotaknili, da je to katastrofa. In da se vse bolj potrjuje to, na kar smo nekateri že takrat opozarjali, da je vse skupaj en velik medijski cirkus in ustvarjanje nekega videza, kot da se problem rešuje, v resnici se pa ne rešuje s tem zakonom namreč praktično nič. Tisto, kar je ta vlada, nova vlada, sedanja, dobrega naredila, je naredila že prej z tako zvanim izdajanjem dopolnilnih odločb, tistim, ki so ta prve odločbe status že prej dobili, ampak samo za naprej in jim je bilo zdaj s tem tistim, ki so že uredili status. Teh je skupaj 10 000 od skupno približno 20 000. In za teh 10 000, ki so že prej, že dosedaj si status ponovno uredili, so dobili še te dopolnilne odločbe, ki jih je zahtevalo Ustavno sodišče, ki jim priznavajo ta status tudi za nazaj.
ampak tudi to je seveda samo ena taka, bi rekel, moralna satisfakcija, neko zadoščenje. Kdor je to dopolnilno odločbo dobil, si jo lahko da v okvir, pa obesi na steno, pa pokaže nekomu, evo, tle mi je država vendarle sicer s stisnjenimi zobmi priznala, ne, da sem bil neupravičeno torej izbrisan in so mi bile pravice odvzete, ampak za to krivico, ki se mu je zgodila in za to neposredno škodo, ki jo je za tega utrpel, ne, ker ni imel možnosti zaposlice, ni imel zavarovanja zdravstvenega in tako naprej. O tem, da bi kakšno odškodnino država dala, noče niti slišati. Ne, to je seveda škandal že pri tej prvem delu, kjer vladi lahko priznamo vsaj to, da je vsaj te papirje izdala. Ampak ta zakon, o katerem zdaj govoriva, ne, bi moral pa rešiti vprašanje priznavanja tega statusa nekoč nezakonito odvzetega za naprej in za nazaj, za preostalih okrog 10.000, ki pa niso zdržali takrat v Sloveniji brez papirjev, kot je teh prvih 10.000, so bili prisiljeni Slovenijo zapustiti, jeti k familijam ali Bosno, Srbijo, Nemčijo in tako naprej, ne? In bi se nekateri od njih seveda radi vrnili, tudi še sedaj, vprašanje koliko, verjetno zelo malo, kdo pa bo po 18 letih se še vračal tja, kjer je nekoč imel delo, stanovanje in tako naprej. Ne? Ampak, dobro, nekaj jih morda je, ne? Ampak, zdaj ponavljam, prve informacije, kako se v praksi ta zakon uresničuje, kažejo, potrjujejo te naše sume, da je cel ta zakon bil v bistvu en sam medijski blef, eno zavajanje, ustvarjanje vtisa v javnosti, kot da se to nekaj rešuje, rešilo se ne bo na ta način nič. Najlepša hvala.